Na kakšne trapaste komentarje jaz moram odgovarjati. Kada sem jaz zdaj kaj čez Makedonce rekel, tako mi to učitate. Drugače pogledajte si moje stare videe, pa boste videli, kjer sem tudi Makedonce hvalil, ker v Makedoniji sem jaz bil že 7krat. Zdaj sem bil pač pa v Makedoniji, v tistih predelih, kjer živijo bolj Albanci. In jaz nisem še nikjer, nikoli čez nobenega nič rekel. In potem pa vi meni s takim neumnostem, pa ne samo vi. Saj sem mi tudi, ko sem bil v Kosovu, pa ko sem napisal, da sem bil na Džeravici, najvišji vrh Kosova, pa so mi pisali, to ni najvišji vrh Kosova, to je najvišji vrh Srbije. Veste kaj, ljudje? Jaz imam svojih problemov dost in jaz ne bom vaše probleme reševal. Tako da to boste vi sami rešili. Meni kot popotniku je edino važno, da kaj pridem, da sem dober sprejet. In je pa res, ja, če ne bi bil dober sprejet, bi to tudi po pravici povedal. Ampak glejte, do zdaj nisem mu skoraj nikjer nobenih slabih besed na Balkanu. Mu sem jih enkrat v izviru reke Bune, ki nas je ena iz terase enega lokala nagnala. Tu se mi zdi, da edino, pa ajde, pa kaj, te policaji hoče malo podkupnina, pa te zadeve. Drugače pa lejte, ne mi take neumnosti naprej metati, ne vem, lejte, vi, če hočete te svoje probleme rešiti, jih rešite. Je pa tudi nekdo, ki je v Sloveniji, lahko reče, da se v Sloveniji družil z Srbi, z Albanci, z Hrvati, z Bosanci, pa v končni fazi tudi Italijani in Madžari, ne. Tako da se mi zdi, da nisem nič takega čudenega rekel. Dajte pa vi, dragi gledalci, v komentar napisati, kaj si vi v tem mislite. A sem res jaz čuden, pa sem karkoli narobe naredil, ali je ta komentator, ne vem, mu niči sušet situacija v njegovi državi in je pa mene najdu, da mene nekaj napada, namesto da bi mi rekel hvala, ker sem za njegovo državo naredil že zelo veliko dobre reklame, tako na tistih področjih, kjer živijo Albanci, tako na tistih, kjer živijo Makedonci. Kaj so pa torbeši, vem in vam predlagam, da si pogledate intervju, ki sem ga naredil v mestu Struga in tam je človek rekel, da 80% ljudi se ima za Albance.